Leto se je začelo z veseljem ob uspehih naših junakov in junakinj v zimskih športih. Slovenski smučarski skakalci so obranili naslov ekipnih svetovnih prvakov v poletih, Nika Prevc pa je osvojila veliki kristalni globus. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici je zlato medaljo dobila Tina Erzar. Mogoče sem imela v mislih stopničke, same zmage v bistvu nisem pričakovala. Leto pa je bilo izjemno tudi za naše kolesarje. Zmagali so na vseh treh tritedenskih dirkah. Primož Roglič je slavil na dirki po Španiji, Tadej Pogačar pa na dirkah po Franciji in po Italiji. Po zaslugi svojih izjemnih dosežkov je bil izbran za slovenskega športnika leta 2024. Toliko imamo vrhunskih športnikov, da je res težko zmagati tole nagrado. Športnica leta pa je postala Janja Garnbret, prejemnica zlate olimpijske medalje v športnem plezanju. Na poletnih olimpijskih igrah v Parizu je Slovenija osvojila 3 medalje. Poleg Janje sta jo domov prinesla še judoistka Andreja Leški in jadralec Toni Vodišek. Olimpijske igre leta 2024 si bomo zapomnili tudi po tem, da je na njih prvič v zgodovini nastopila naša ženska reprezentanca, in sicer rokometna. 2 odličji pa so iz Pariza prinesli tudi paraolimpijci. Parastrelec Franček Gorazd-Teršek zlato, paralokostrelca Dejan Fabčič in Živa Lavrinc pa bronasti. Slovenska nogometna reprezentanca pa je poskrbela za eno večjih presenečenj na Evropskem prvenstvu v Nemčiji. Slovenski nogometaši so se prvenstva namreč udeležili prvič po 24 letih. Uvrstili so se v osmino finala, evropski prvaki pa so postali Španci. Od nogometne pa h košarkarski žogi. Luka Dončić je z Dallasom igral v finalu košarkarske lige NBA. Leto pa bo zavedno zapisano tudi kot leto noči zmaja, v kateri se je od športne kariere poslovil Goran Dragić. Zdaj pa mislim, da je prišel čas, kjer zaključujem to mojo športno pot. Medtem pa drugi na svojo športno pot šele stopajo. Odlični so bili kajakaši na domačem evropskem prvenstvu, predvsem mladi kajakaš in kanuist Žiga-Lin Hočevar, ki je bil izbran za mlado, obetavno športno osebnost minulega leta.